Lepo pozdravljeni na prvi tiskovni konferenci v letošnjem letu. Vendarle pa je posvečena filozofskim izdajam Slovenske matice, ki smo jih pripravljali v letu 2018, tako da jih danes v celoti in skupaj predstavljamo. Zato smo počakali tudi s tiskovno konferenco. Pričakujemo še prevajalko zbranih spisov Plotine in sicer drugega dela. Upam, da se bo pridružila. In pa bi zato morda začeli kar na tej strani s predstavitvijo knjige Nesmrtnost in neumrljivost, tretji del. Kot vemo, je akademik profesor dr. Tine Hribar izdal v preteklih letih že 2 deli na temo nesmrtnosti in neumrljivosti. V svojem tretjem delu se posveča predvsem sodobnejši filozofiji, ki se ukvarja s to tematiko, predstavlja Eckartova stališča o nesmrtnosti in neumrljivosti, sodobno teologijo, Heideggerove poglede na nesmrtnost, apologetsko filozofirajočo teologijo ter odkritja sodobne znanosti na temo smrti in obsmrtnih izkušenj. Knjigo smo že nekoliko predstavili ob naši 155-letnici v začetku februarja. Takrat ste mnogi spremljali pogovor na to temo s profesorjem Uršičem, ki je danes prav tako med nami, in Gorazdom Kocijančičem. Danes pa bo lahko profesor, akademik profesor dr. Tine Hribar nekoliko podrobneje sam predstavil tako tretjo knjigo kot celotno svojo filozofsko trilogijo o nesmrtnosti in neumrljivosti. Izvolite. Kot je povedala gospa direktorica, smo imeli že en razgovor v okviru praznovanja 155-letnice, enourni razgovor. Marca imamo v filozofskem društvu, tako da bi danes jaz malo krajši bil, pa bi mogoče kolega malo več besede dobila. Bi pa začel spet v začetku, se pravi pri naslovu, odkot ta dvojnost, nesmrtnost in neumrljivost. Prvotna želja človeka, jaz skušam zdaj skozi vse 3 knjige to dokazati, ta prvotna želja se ponavlja, je želja po neumrljivosti. To se pravi, da sploh ne bi umrlo, da bi živel kar naprej. Da je moderno rečeno, ali po Tomažu Akvinskem, večno. Druga stvar je pa nesmrtnost, tu pa nastopita 2 faze, življenje do smrti, potem je ta kot dogodek ali pa dober, nekaj za dobrega, ker pomeni prehod v večnost, in posmrtno življenje. Se pravi, posmrtna nesmrtnost, če to reče. Ampak v človeku tli ta prvotna želja po neumrljivosti. Res pa je bila kar po več stoletij potlačena, recimo. Pojavi se pri Gilgamešu, to se pravi pri več kot 4000 leti, tam nekje, se poda po rožo čudotvorno, na podlagi katere, če bi jo požil, bi živel kar naprej, se pravi, bi postal neumrljiv. Potem v Bibliji, recimo, ta želja zelo potlačena. Pojavi se šele v 1. stoletju v 2. knjigi Makabejcev. Neposredno. Tam se tudi potem pojavi ta nesmrtnost oziroma stajenje od mrtvih. Kaj tega neposredno za posameznike tega ni bilo. No, potem pa znova zares izbruhne, če tako rečem, v prvotnem krščanstvu. Še Pavel predstavlja kot glavno zadevo ravno to, neumrljivost. Ko bo Bog prišel, ponovno Kristus, se pravi parousia, drugi prihod, bo vse žive vzel vse svoje.
In to so verjeli tam od 40 do 50 leta, popolnoma prepričani, da nota pride vsak dan tako rekoč. Ker se to ni zgodilo, vmes so umrli nekateri, je bil problem, kaj pa zdaj s tem, ne. In potem začne Pavel graditi v 4 fazah ta prehod v nesmrtnost, kakršno poznamo danes, ne. Najprej je rekel, brez skrbi, tudi tisti, ki bojo umrli, ko bo Jezus prišel, ko bo Kristus prišel, bo najprej vse obudil od mrtvih, potem gremo pa skupaj v nebesu. Verjetni v nebohod spet. Polkrat tega še ni bilo, no ne bom zdaj tega razlagal, hočem reči, da je potem to poniknilo v nesmrtnost stoletja in se je pojavila direktna želja po neumrlem vrsti pravzaprav šele v prejšnjem stoletju, v 20. stoletju, in to ne v teologiji ali pa v religijah, ampak v znanosti, ne kot veste. Znanost se je zdaj zadala nalogo, da doseže neumrljivost človeka, zdaj koliko je to dejansko znanost, koliko je pa druge vrste vere, je drugo vprašanje. Skratka, hočem samo to pokazati, kako se ta želja po neumrljivosti obnavlja in se vsake toliko časa prebije na dan. Malo več bom potem na koncu se vrnil v tej znanstveni napisal. Zdaj tretja knjiga, ne, če se zdaj osredotočim na tretjo knjigo. Glavni junaki te tretje knjige so trije. Začnem z Mojstrom Ekertom, ki je živel v času Danteja, rodil se še v času scholastikov Tomaža Akvinskega, Bonaventure in tako naprej. No, in kaj je on pravzaprav prinesel v teologijo, zaradi česar pravim, da on prehiteva vso sodobno teologijo. Da je pred to teologijo, ki jo poznamo za njim, pa tudi današnjo. O tem bomo danes deloma govorili, če bomo se malo razgovorili o Plotinu. Mislim, da je Mojster Ekert povzel Plotina v svoje razmišljanje. Kajti, kot veste, pri Plotinu imamo 3 hipostaze. Prva hipostaza je nadumno eno, druga hipostaza je umno, ki je isto, ta um je isto kot Bog, to je pač Aristotela varianta, ne, Bog ali umevanje, mišljenja, ne. In tretja hipostaza je pač človek kot duša, ne. Se pravi, gre za sestop od nadumnega enega prek umnega Boga k čutno umnemu človeku in njegovi duši. To je ta spust, bi rekel, tega nadumnega enega do človeka. Gre za neko vrsto podčlovečanja ali celo učlovečanja tega enega. Ne. In iz tega izhaja tile stavke, ki jih bom delal spet ponovil, čeprav sem jih že zanč, ker so ključni ne samo za Mojstra Ekerta, ampak za celotno teologijo. Mislim, kot kriterij, koliko dosega neka teologija, njegov raven, ko gre pa mimo, da se pa zugla v nekih stvareh. Ne bom vse citiral, kako sem zanč, ampak samo res ključne stavke, brez katerih ne moremo. Boste takoj tisti, ki poznate Plotina, boste videli, da je v bistvu navezalo na njega. In že naprej pozorim, vsebuje ti stavki ostro kritiko ne samo Tomaža Akvinskega, ampak tudi Avguština, njegovo, če tako rečem, teorijo stvarjenja iz niča. No, naj preberem ponovilo. Citiram, moja bitnostna bit je onkraj Boga. Kolikor Boga umevamo kot počelo ustvarjenih biti. Se pravi, onkraj Boga kot stvarnika, oziroma stvarnika iz niča. V oni Božji biti, kjer je Bog nad sobitjo in sorazličnostjo, tam sem namreč bil jaz sam. Tam sem hotel samega sebe in za voljo samega sebe spoznal, da bi rad ustvaril tega človeka. In zato sem vzrok samega sebe po biti, ki je večna. To je že kritika na
Tomaža Kvinskega, ja, bom razložil za to. Še zadnja dva stavka. V mojem večjem rojstvu so bile rojene vse stvari. In jaz sem bil vzrok samega sebe in vseh stvari. In če bi hotel, ne bi bilo niti mene, niti ne bi bilo nobene stvari. Če pa bi mene ne bilo, tudi Boga ne bi bilo. Da je Bog, Bog, se pravi stvarnik iz nič, temu sem jaz vzrok. Če bi ne bilo mene, bi Bog ne bil Bog. Se pravi, moj stari, kad se takole pogovarja z Bogom kot stvarnikom iz nič. Že res, ti si ustvaril vse iz nič. Ampak jaz sem pa tebe ustvaril. Jaz sem na tam. Jaz sem v poziciji tistega enega, ki je ustvaril stvarnika. In zato se po moje, in to je moja glavna teza tretje knjige, da se treba vrniti k starim grkom, ki pravijo iz nič in nič. Kajti ta Avguštinova varianta je možno nekaj ustvariti iz niča, ki je danes eksplodirala v sodobni tehnologiji, se svet spremenja en sam tehnopolis. To je tipično tehnična varianta obvladovanja sveta in vodi v katastrofe. Se pravi, Avguštinu, da ne navajam drugih njegovih razumitosti. Se treba absolutno odločiti. Tega, če ni še zmožna teologija narediti, pomorena. Druga zadeva je problem večnosti, kot ste videli. To smo zadnjič tudi začeli temo, kajti po Tomažu Akvinskem bom najprej povedal. Večnost je brez konca, brez začetka in brez konca. Potem je temu, če mu rečemo in takrat beremo, na veke veke, se pravi vekovitost. To se nanaša na stvarstvo, ki ima začetek, nima pa konca. To je precej zmede, ne? Recimo sodobna kozmologija tudi pozna, ne? Svet ni neskončen, je pa brezmejen. To to pomeni. Ima začetek, nima pa konca. Se pravi, je večna, enosmerno večna. Večnost sveta je enosmerna, kot stvarstva. Nazaj na gre, samo naprej. Potem je pa čas, ne, pa človek, čas pa nima, ima pa začetek in konec. Ne. Se pravi, čisto nasprotje je večnost. Možete reči, pa prav, ne, jaz sem večen. V svojem bistvu, v svoji biti sem jaz večen. Zato, ker sem isto kot Bog. Ne. Čisti jaz in čisti Bog so eno in isto. In to potem Husserl, jaz sem šele zdaj, sem vse to poštudiral, videl, da naš Husserlov fenomen totalno izhaja za mojstra Ekharta. On samo v bistvu ponavlja, na širok razglednja to zadevo. Lahko potem razpravim. Še pojasnim, no, zdaj moram zdaj naprej. Pa drugi junak te knjige je papež Frančišek, ne? In sicer zaradi 3 razlogov. 3 izjave je zelo hitro proizvedel, ker ga bojo zaznamovali za vse večne čase, jednakovali. Prvič, kdo sem jaz, da bi sodil? Kdo sem jaz, da bi sodil? Jaz to nisem, je hotel s tem vprašanjem reči. Se pravi, odrekel se je papeški nezmotljivost. To je pa bistveno. To nezmotljivost, ki se vsiluje v 19. stoletju, vse prej je nima. To je prvi stavek. Druga zadeva je odprava smrtne kazni. In to od katekizacijska odprava smrtne kazni. Jaz temu pravim teološka revolucija, ker to bo, če se bo tega držal, bojo to take silovite spremembe, da se bo morala teologija totalno spremeniti in spremeniti tudi vse komentarje, če berete Biblijo, Staro pa Novo zaveze, te gospodi. Te komentarje bo treba vse spremeniti. Ker bo treba na nov način razložiti, kaj pomeni ti človeka ne moreš ubiti, če ni smrten umrljiv. Kdo je kriv, da je človek smrten umrljiv? Je Jahve, ne? Ki je zaradi neposlušnosti, nepokornosti človeka obsodil na smrtno bitje. Se pravi, treba to razložiti. Potem, treba obsoditi vse poskuse, to, kar se dogaja v 20. stoletju, treba obsoditi španski klerofašizem, argentinski in vse morebitne klerofašizme, ki bi se še pojavili. Ker ti fašizmi temeljijo kot komunizem samo na ubijanju.
Se pravi, ne bom in še bi lahko naštel te silovite premike, ki bo ta izbris smrtne kazni iz katekizma katoliške cerkve. Jaz sem moje kolege, teologe, še pripričal, da ne tudi prej ne. Ampak ne, naši škofi so do zadnjega pisali zagovarja smrtno kazen. Lansko leto je šlo v družini en zagovor smrtne kazni. In jaz sem v drugi knjigi napisal, kdo je bral, dajte škofe, dajte zahtevati od papeža, da to izbriše iz katekizma. Hotel sem reči, v bistvu, dajte predlagati, se on to bi želel, pa nima nobene podpore. Mi seveda niso. Upam, pa recimo, da so, ne, bom zelo vesel, če se bo to pokazalo. Tretja zadeva je pa to, kar bi bilo pred desetletji popolnoma nepredstavljivo. Da je predaval spremembo besedila Oče naša. To je bilo nepredstavljivo. Se pravi, en stavek se ne bi glasil in ne vpelje nas v skušnjavo, ampak ne pusti nas v skušnjavo. Seveda, to je bistvena razlika. To je taka inovacija, prihajam k tretjemu junaku naše knjige, z moje tretje knjige. Niti Hansu Kingu ni prišla na misel, pa je velik teološki revolucionar, bi rekel. Hans King, avtor svetovnega projekta svetovnega etosa. Je pa seveda Hansu Kingu prišlo nekaj drugega na misel, to pa ne pričakujemo tega, papeža se je že dosti naredil. Namreč problema evtanazije, kot je te videl. Hans King navaja celo vrsto, namreč on je duhovnik in teolog, katoliški duhovnik, celo vrsto razlogov, zakaj je evtanazija upravičena. Lahko še razpravljamo o tem. V bistvu ne, da se o tem diskutira. Protestantski teologi o tem diskutirajo med seboj že 50 let. Katoliški teologi imajo v Nemčiji 20 let. Pri nas se dela komaj odprlo. Je bila totalna tepotema. Jaz so me povabili na 150 let Slovenskega zdravniškega društva za referat Sveto življenja in človekovo dostojanstvo, sem imel o tem. Prejšnji referat sem objavil, sem to končal, pa sem not navajal in tega in recimo nemški največji pisatelj, katoliški Vazer, Martin Vazer, ravno tako zagovarja. Oba na podlagi osebnih izkušenj. Kingu je brat umrl pred 20 let v groznih trpljenju, Vazerju pa mama. Tako da veste, o čem govorite, ko govorite o eutanaziji. Ampak zdravniki je bilo to totalno tako, ledeno hladno. Nihče ni rekel ne za, ne proti ništa. Tudi referate niso objavljene. Zdaj bo to prišlo. Se nam mislim še umešati, čez en let, če bo treba. Skratka, hočem povedati, kako so te stvari pomembne, da poiščemo redosled, kako se vse to dogaja. Ne končam se, da sem več govoril, da se sploh. Še znanost. Samo ene stvari bi se dotaknil. To so prav smrtna doživetja, oziroma smrtne izkušnje. Tu se ponovadi različne religije sklicujejo, je to pa znanstvena podlaga. Ampak jaz dokažem, da s fenomenološkim pristopom, kajti v fenomenologiji gre zmer za to, ne samo za kaj je nekaj, ampak kako. Ne samo kaj se nam kaže, ampak kako se nam kaže. Hrast se nam lahko kaže kot tanke rase, kot lep za slikarja, kot neuporaben za mizarje, in tako naprej. Kot H2O, če gre kemija do neba. Ravno tako je tle. Res ob smrtnem doživetja so povsod enaka. Je neka svetlova, se pojavi neko bitje, v večini 80%, ki je pozitivna in tako naprej. So pa lahko tudi negativne, to se tudi ponovadi zastira. Ampak ti pojavi so prvič načine za vse,
civilizacije in pa tudi za tiste, ki jemljajo mamila, pa šamani, ki sta doživljene na podlagi teh rastlin, ki omamljajo. In zdaj ne, zakaj gre? Gre za to, da je treba ločiti med posmrtnim doživetjem in pa obsmrtno izkušnjo. Kakšna je razlika med doživetjem in izkušnjo? Pri izkušnjo je treba k samemu doživetju priključiti interpretacijo, kako jaz to razlagam, kar sem doživel. In katolik bo tam, recimo, ali pa kristjan bo odkril Jezusa, v tistih podobah, budizmu Budo, šaman do nekaj je tega bitja. Skratka, ta interpretacija potem. Pa ni dokaz. Ta Jezus se pojavil, drugo se Buda, ali karkoli, to ni dokaz, da je ta človek bil dejansko, da bi tako rekoč pri Jezusu na drugem svetu, ko se vrnil. Hočem reči, da na tej ravni treba pri teh stvareh biti zelo natančen. Tako da jaz se strinjam, da v tej prikazu znanosti te knjigi je veliko pomanjkljivosti, ker je ogromno stvari, ker je, ampak meni je šlo za to, da pokažem teh stvari, ki so na robu znanosti in estetičnosti. Hvala profesorju Hribarju za te filozofske izzive na temo smrti, ki nam jih postavlja. Pa vendarle, čeprav v svoji knjigi se, kot že naslov spregovarja, ukvarja s vprašanjem smrti in umrljivosti človeka, v svojem zaključku zapiše te besede. Ljubezen do življenja, iz katere izvira veselje do zdaj živetega življenja, presega ne le željo po smrti, ampak tudi željo po večnem življenju. In to izhodišče ljubezni, ki ga v bistvu zapiše v svojem zaključku, je krasno izhodišče za naše nadaljevanje tiskovne konference, kjer bomo o ljubezni tudi spregovorili. To sem vesel, mislim, to je ozadje mojega delovanja, ampak jaz tega osebno ne želim poudarjati. Mislim te že pismo, da sem tole prebral, da se ti zahvaljujem, da si to vzpostavlja in se še enkrat. Hvala. Zdi pa se, da je seveda pravi izziv, ta vaš zaključek za naslednje delo, ki ga bomo predstavljali, oziroma naslednjega filozofa, profesorja dr. Lenarta Škofa in njegovo knjigo Antigonine sestre, že v naslovu, torej naslovna junakinja je ženska, nosilka etosa, nosilka ljubezni. Več bo povedal Lenart Škof sam. Hvala za pozornost, ki ste namenili nam na tej tiskovni konferenci. Seveda določene teme se zelo se navezuje seveda na to, kar je profesor Hribar povedal. Mogoče bi v nekaj okvirih spregovoril, ki so me vodili, da sem to knjigo nekako napisal. Jaz se nekako vidim kot drugo vrsti tudi 3 knjig verjetno, oziroma kaže, prva je pač Etika diha, v kateri sem se posvetil nekaterim bolj zamolčanim delom z filozofske zgodovine, predvsem sem nekako poslušal izkopati, kot nek arheolog, neko pozabljeno zgodovino diha in fenomena dihanja v zahodni filozofiji, od Sokrata dalje. Nekako sem pozornost posvetil elementom, elementarnemu področju filozofije, ki je tudi precej pozabljeno vse tega, recimo Bašljarja, Merleau-Pontyja, Lucie Garajeve. Zdaj v tej drugi knjigi se ukvarjam z nekaterimi novimi elementi, ki segajo bolj v vprašanje porajanja ljubezni, milost in tako dalje. Tretja knjiga pa, ki nekako nastaja v glavi in ki je nekako tudi planirana z Slovensko matico, bo pa neka mistična, elementarna teologija, ki bo gotovo segla v tista področja, za katero Avguštin dejansko rekel, da če se tistih samih sprašujejo, da je za njih Bog že prebral v peku. Se pravi, kaj je bilo preden je Bog ustvaril stvari, zakaj, čemu je namenjeno odrešenje, če obstaja, torej stvari, ki so nekako
ponavadi zamolčane ali pa ki so zavite v neke prepovedi ali pa kak celofan papir teološki. Torej, kaj pa je jedro te knjige? Nedvomno sem se s to knjigo začel ukvarjati, ko sem se začel ukvarjati z Antigono. Pri Antigoni je nekaj zelo motilo, pač da neka stvar, ki se mi zdela relativno samoumevna, intuitivna, ki sem jo čutil kot svojo, se pravi njen etos ali pa njena etika, ki se mi je zdela popolnoma jasna, v določenih interpretacijah sem videl to seveda prisotno, recimo kaj je tam Gartar, Tini Hriber pri nas, pa seveda mnogi drugi po svetu. Po drugi strani sem videl pa ogromno nasprotovanja, seveda mogoče pri Judith Butler nekaj delno pri Hegelu, predvsej in ogromno pri Žižku in njegovih kanonskih kolegih pa kolegicah, in nekako motilo oziroma me to zanimalo, sem nekako želel to raziskati, ali se tako zelo motim v svojih intuicijah, ali pa pač nekateri ne marajo pač Antigone, gre zelo živce kot figura neke etične geste, ki je po Iligarajvi morda celo nad Jezusom. Jaz sem po svoje knjige nekako postavil obok drugemu oziroma drugi, ker sem namreč tudi Jezusa imenoval za Antigonijo sestro genealoško. Zdaj, druga stvar, ki mi je nekako gnala v to, da sem to knjigo, ki je nekako odeta v neko tančico morda žalosti in melanholije, zato ker spregovarja tudi o neki pozabljeni gesti filozofije, namreč tudi Lucy Iligaraj pravi, da kot filozofija, kot ljubezen do modrosti, je zelo hitro postala dejansko ljubezen do modrosti, ne pa več ljubezen. In vemo, da se ogromno filozofov še danes ukvarja s filozofijo kot z neko službo, kot z neko analitično filozofijo, preiskovanjem teh in onih fenomenov, kar se da v redu, ampak področje ljubezni seveda je pred bilo precej izgnano oziroma nekako položeno v obrobja, kot so mit, včasih teologija, pa tudi v teologiji seveda pod določenimi varovali in tako dalje. Torej, te stvari so me zanimale v drugi vrsti. Tretja stvar, ki se nekako mi pojavlja v tej knjigi, je vprašanje ranljivosti oziroma skrajne ranljivosti, ki je tudi precej zapostavljeno v filozofiji. Namreč filozofija je tradicionalno iskala odgovore na vprašanja, ki so bili zelo radi utemeljeni, dokončni, ki so prinašali resnico, gotovost, jasnost in ki so seveda v ranljivosti, ki je seveda zadeva teles, videli neko prepreko duhovnemu iskanju resnice. Vemo, da je telo seveda prišlo v filozofijo z Nietzschejem potem v 20. stoletju, vendar o ranljivosti nekako nismo govorili vse do zadnjih desetletij, ko nekako ne da bi nujno zelo povezali seveda s fenomeni, tudi medijsko izpostavljeno vidimo, jaz se recimo tukaj navezujem na določene vprašanja povezane z etiko migracij, kar je tudi recimo Pavla Šišek, ki bi omenjen svoj prvi obisk namenil na Lampedusi. Torej, to se nekako povezal z vprašanji, ki so nekako danes zame ključna. Zakaj prihaja do spolnega nasilja? Zato so seveda elementi te knjige zelo feminini, ne bom rekel feministični, ker ne razumem svojega dela kot feminističnega prispevka, ampak kot filozofskega prispevka. Se pravi, da odpiram možnost premišljevanja o feminilnosti znotraj moškega bivanja in obratno seveda o maskulinosti znotraj ženskega in tako dalje. Skratka, ne zanima me toliko kategoriziranje, kam ta knjiga spadala, ampak me zanima, da nekako videla to neka filozofija oziroma filozofska teologija, ker je nekako oboje, ker je na presečišču tega, s čemer se ukvarja filozofija in teologija. In tema, ki sem jo prej omenil, torej spolno nasilje, recimo, je precej prisotna v knjigi, analiziram spolno nasilje v Bibliji, tako z nekih afirmativnih, kot seveda tudi negativnih vidikov, ker je to oboje v Bibliji obseženo. Zanimajo me določeni fenomeni, ki so vodili v to, da je bilo nasilje tako drugače tolerirano. Želel sem se utopično spraševati o možnosti sveta, kot bi rekel moj učitelj Richard Rorty, v katerem bo edini zakon samo še ljubezen, torej, kjer ne bo potrebno drugih zakonov. Rorty je rekel, morda čez kakšnih 1000 let, bo ta svet nastopil, oziroma čez nekaj 1000 let. In še ena tema se mi je potem od vsega tega nekako prišla v ospredje,
To je pa ideja otroka, ki je tudi v filozofiji relativno malo prisotna. Ne vem, koliko filozofov je posvetilo celotno knjigo o otroku. Zaenkrat poznam zadnjo Irigarajno knjigo z naslovom Biti rojen, oziroma To be born, ker je šla samo v angleščini zaenkrat, kjer jo zanima pač to, da prav na ravni njene horizontalne transcendence, kjer govori o spolni razliki, kjer govori o tem, da je razlika varovalo tega, da si ne prisvojimo nobenega drugega človeka nikoli, ali je to človek, ki je drugačnega spola, druge kulture, druge religije. V enako genealogijo zdaj upelje tudi ideja otroka in sam se da zastopam zelo trdno v tej knjigi to misel in je ta eksplikacija nekako prisotna v mojem poglavju o Heideggeru in Binswangerju, ki je bil Heideggerov dopolnjevalec ali pa kritik. In da namreč je edini pogoj oziroma pogoj, če želimo civilizacijo nekako rešiti ali povrniti svoje bivanje v bivanje tega miru, ljubezni, je, da pripoznamo seveda otroka kot nekako enakovredno bitje. Zdaj vemo, da danes je zelo pomembna tema tudi staranje, se tudi s tem nekaj ukvarjam, ker predavam na takem študentskem programu. In tudi v okviru socialne gerontologije se vedno bolj poudarja, da je bil tisti odnos prisvajanja, ki se mu danes reče starizem, se že uvaja v Sloveniji, po eni strani razmerju do otrok, po drugi strani pa razmerju do starejših, ki se jih vedno imelo nekako za drugačne, različne, slabše in tako dalje. Torej, to so izzivi, ki morda nas še čakajo. Knjiga potem, ena pomembna tema, ki je tudi bila v knjigi, ki sem jo odprl in ki mi je tudi nekako intuitivno bila ves čas jasna, pa nisem vedel, zakaj se toliko malo to vlogo s tem ukvarjam. In filozofov je vprašanje trinitaričnosti Svete Trojice, ki je fundamentalna kategorija zame že iz prve knjige, ker je namreč to trojstvo. Kot vemo, eno pomeni totaliteto, resnico, nasilje, dvoje pomeni odnos, pa hkrati tudi odnos in boj za pripoznanje po Hegelu, troje pa pomeni mir, ker je vmes med dvema mediacija in prostor, ki ščiti etiko. No in v tem trojstvu seveda se v cerkvi oziroma v krščanstvu prepogosto pojavljajo samo osebe enega spola in me nekako zanimalo, zakaj je temu tako. Seveda imamo veliko teologov, ki namenjajo temu pozornost, ki rečejo, da je pač oče materinski, da je mati očetovski in tako dalje, ampak to ni dovolj. Tako da sem tukaj nekako poskušal nekaj inovacij narediti, ki jih boste seveda našli, če boste prebrali knjigo. Nekako sem upeljal v samo trojico nekaj sled, no se je tudi Richard Kirn je to delal, pa še kdo, vendar nekako sem poskušal vendarle neodvisno po svojih sledeh iti. In včasih sem jo pomenoval Kora, včasih Marija, včasih Sofija ali Modrost, včasih pa sled nečesa. In to recimo tudi en zelo pomemben element, ker mislim, da se bodo religije, ali pa seveda tudi konkretno cerkev, ki je v Sloveniji prevladujoča, nekako lahko ozdravile teh stvari, ki so jih zelo pretresle, recimo konkretno, če vzamemo te napade na otroke, ki jih jaz ne morem razumeti in odobravati, ker imam sami otroke in je to nekaj nespremljivega, samo skozi neko tako razmišljanje. Zdaj, a je že čas za to, ne vem, ker članka, ki sem ga napisal skromno, nisem hotel objaviti v njihovi glavni reviji, če že bo pohujšljiv za duhovnike, ker se mi zdi res hecno, ampak tudi naj bo, se ga objaviš potem, kje druge, pa tudi in tako dalje. In tudi Slovenija ni edino merilo za neko premike na tej ravni, smo nekaj in tako dalje. Torej, to so bili ti elementi, ki so nekako v tej knjigi združeni. Podal sem se tudi malo druge kulture, v indijsko, japonsko in so me zanimale določene analogije, kako tam gledajo na podobna vprašanja. Precej sem se pa posvetil tudi temu podobi Jezusa, ki je meni blizu, torej kozmičnega Jezusa, nekako v bližini elementov, ki je v bližini tudi žensk, ki je v bližini otrok, ki je drugačen Jezus, kot recimo najdemo v
katerikoli institucionalizirani cerkve ali pa religiji. Tako da toliko bi bilo zaenkrat od Trinkov. Hvala Lenartu. Ne bom spodbujala zdaj, oziroma dajala svojih lastnih vprašanj, zato da bo več časa za diskusijo, ker imamo pred seboj še predstavitev 3. knjige iz našega filozofskega programa. Seveda bi se pa rada zahvalila Lenartu za to izhodišče, ki ga je povedal tudi premislek o otrocih in to filozofski premislek. Včeraj sem slišala eno samo kratko iztočnico, ki se mi je zdela zelo pomenljiva, v kakšni predavi kulturi oziroma družbi živimo, ko se na vsaki nogometni tekmi poklonijo seveda umrlemu nogometašu, na nobenih pa ne tisočem in tisočem otrok, ki so umrli in še umirajo ujemno. In tu je izhodišče, ki ga tudi Lenartova knjiga ponuja in za premislek, ki bi ga morali vsebi nositi vsi izmed nas. Morda bi rada poudarila, da so vse 3 knjige, ki jih imamo danes tukaj pred seboj, išle v pomembnih zbirkah Slovenske matice. Nesmrtnost in neumrljivost je že 73. zvezek v zbirki Razprave in eseji. Lenartova knjiga Antigonine sestre je išla kot 18. zvezek slovenske filozofske misli. Zdaj pa imamo pred sabo še predstavitev knjige, 2. dela prevoda Plotinovih zbranih spisov v zbirki Filozofska knjižnica, ki je prvič išla že leta 1955, torej ima častitljivih 64 let in rada bi morda samo poudarila, da v tej podobi knjige vidite zadnjič, torej z letnikom 2018, da bomo z letom 2019 podobo malce spremenili in posodobili, vendar bo Plotin še v celoti išel seveda tak, kot je išel tudi prvi zvezek. In zdaj sem že povedala, da je pred nami torej 2. zvezek Plotinovih zbranih spisov, 2. del prevoda. Prvi je išel leta 2016. Prav filozofska knjižnica je tista, ki naj bi zapolnjevala zelo pomembno vrzel, ki je globoka. To je vrzel prevajanja filozofskih klasikov, svetovnih filozofskih mislecev v slovenski jezik. Slovenska matica, torej to tradicijo oziroma to vrzel, bi rekla, zapolnjuje že kar desetletja in gotovo je bilo eno izmed pomembnih dejanj na tej poti začetek prevajanja obsežnega Plotinovih zbranih del, ki se je začelo leta 2016 in tega podviga se je lotila doktorica Sonja Weiss, kar je seveda izjemno delo, tako da bo zdaj lahko tudi sama bolj temeljito predstavila nekako primerjavo med prvim in drugim delom, tako vsebinsko kot tudi jezikovno, prevodno. To je njeno pravilo, ki ga je delala zadnji 2 leti. Izvoli, Sonja. Prevajanje Plotina je izziv, ki me drži zdaj že kar skoraj desetletje. Seveda prvi del je šel leta 2016, vendar se v resnici prevajanje začelo že kar dosti prej, v bistvu leta 2010, desetletje, v bistvu z nekim izborom in je potem to vodilo v nekakšen dozorelo v odločitev o celotnem integralnem prevodu. V tem drugem sklopu se Plotin nekako spopade z vrsto temeljnih vprašanj, ki jih je gotovo že tudi razvijal v prvem delu. Imamo tukaj pomembne traktate, kot so recimo
trije traktati o duši, traktat o notrenju, traktat o umski lepoti, traktat o vsenavzočnosti in presežnosti, vsenavzočnosti bivajočega in tudi znameniti traktat proti gnostikom. Nekako vse traktate pa preveva, v bistvu tako kot nekako celotna njegova misel, ta paradoks vse presežnosti in hkrati imanentnosti ene. In to je eden mnogih Plotinovih paradoksov, s katerim se je Plotin spopadel in ki ga je nekako začel razvijati kot v bistvu, ki predstavlja začetek in konec njegove misli, nekako ves čas navzoče. Nekaj teh temeljnih vprašanj, s katerimi sem se jaz recimo soočala, ki so se me najbolj dotaknila pri prevajanju Plotina, je recimo odnos med dušo in telesom. Plotin dodatno razvije Platonovo trditev iz Timaja, da je telo tisto, ki je v duši in ne obratno. In kamorkoli seže telo, svojno telo, še vedno je tam duša, na katero naleti. In v tem smislu je vse v duši, tudi prostor je v duši. Pričemer ta zveza biti v nekako pridobi izven prostorske razsežnosti. Ker ne gre za seveda samo biti v, zdaj tudi razsežnost jezika, ki se spremenja, ampak ta biti v pomeni deležiti v, biti odvisen oziroma črpati svojo bitnost, svoje bivanje iz tega, v čemer si. In takoj, ko pomislimo na to, se naenkrat v bistvu s tem preseganjem te fraze, biti v, se naenkrat odprejo popolnoma novi uvidi, kar je seveda tudi namen Plotinove misli. Meni je recimo to pomagalo zapopasti koncept nenehnega širjenja vesolja. Seveda Plotin o tem ničesar ni vedel, vendar njegov neprostorski, netelesni koncept tega biti v podpira metafizikalno resničnost, ki se trudi zakopasti človeški razum. Se pravi, to konstantno širjenje vesolja, v kaj se širi? Širi se v tisto, v čemer je, v smislu, od česar jemlje svojo bit, svoje bivanje. To, v čemer je pan, vesolje, je bivajoče. Od njega črpa svoj obstoj, in ker je bivajoče hkrati življenje, to je ta triada Plotinova, neskončno, seveda spet ne v prostorskem smislu, tudi ne v smislu predsokratskega aperona, temveč v smislu neskončne moči bivanja. Ta neskončnost, ki jo poudarja ne samo na ravni bivajočega duše, ampak tudi enega, kot nekakšnega, tukaj imamo to znamenito prispodobo vrelca, iz katerega se vse napaja in ki nikoli ne vsahne, je spet eden tistih paradoksov, ki ločuje neskončnost moči enega od recimo neskončnosti snovnega, ki ne pozna oblike, ki je nezapopadljivo. Se pravi, gre za dva popolnoma nasprotna koncepta neskončnosti. Eno je neskončna moč, ki se daje naprej, in drugo je v bistvu tisto neopredeljivo neskončno, ki se razleze in kot tako se nekako porazgubi, je nezapopadljivo. Druga stvar, kateri tudi Plotin se mi zdi vstopa od predhodnikov, je dejavna moč tega bivajočega, ki je vedno obrnjena v nekako dvojno naravnana, navzven in navznoter. Svoj obstoj ohranja v bistvu, to je ta dvojni koncept energije, bi lahko rekli, z nekakšno središčenostjo, obrnjenostjo navznoter, to je dejanskost. In obstoj tega, kar izhaja iz nje, kar je v njej, kot smo ugotovili, omogoča to dejavnost navzven, omogoča ta dejavnost navzven, energije navzven, ki je hkrati izraz te osrediščenosti in ki velja spet ne samo za dušo, ampak tudi vse, kar sledi naprej. Izraža pa se v kontemplaciji, v trenju. In morda
ne, ko smo prej govorili o tej nesmrtnosti in večnosti življenja, je v bistvu zanimivo ta Plotinova ideja življenja kot nečesa, kar drži skupaj vse in hkrati preveva vse. Ker pri Plotinu živi in notri vse. Ne le in duša, eno je seveda izuzeto, ker eno ni vse, ampak je nad vsem. Tudi narava in tudi vse, kar je del tega. Se pravi, od človeka do zadnjega koščka kamna v naravi. Je živo, je povezano, so utrpeva in notri. To so nekaj, to je samo nekaj takih drobcev, s katerimi se sooča vsak bralec Plotina, prevajalec pa morda toliko bolj, ker se bori in se prebija skozi Plotinov jezik, ki, kot sem verjetno povedala že pred 2 letoma, in mu verjetno spet čez 2 leti in še čez 2 leti, ostaja zapleten, tipajoč, iščoč. Plotin si zastavlja vprašanje, na katere niti sam ne more vedno odgovoriti. Niti ne želi, ne? Ker tukaj pa sledi tej žlahtni tradiciji grške filozofije, da je bistvo v iskanju, ne toliko vedno v priti na cilj pri tem filozofskem iskanju, predvsem pa kako se v bistvu pri teh mnogih straneh vedno znova kaže nemoč jezika. Celo grškega jezika, ki se mi zdi eden najbolj dodelanih, analitičnih, res zmožnih izraziti neizrazljivo, se pokaže morda ravno v tej natančnosti, podrobnosti njegova nemoč. In Plotin jo priznava in se zateče tem prispodobam, med katerimi je morda najbolj znana njegova prispodoba svetlobe, prispodoba kroga, prispodoba ognja, skratka različnih prispodob, ki nekako so vse, tako kot je vsa resničnost, tako kot so vse hipostaze, narava, so podobe, oziroma skušajo posnemati to eno, tako tudi te prispodobe posnemajo logos, ki ga skušajo izraziti. Da sem ga nekako izrazila vsaj delno Plotinov, tudi jaz upam, da sem ga izrazila tudi v tem prevodu in da bom naletel na odobravanje in dobrih bralcev. Hvala Sonji, da je Plotin resnično tako v besedi kot misli zaživel ta hip tukaj med nami. Predstavili smo to knjigo na zadnje, oziroma predstavitev postavili nekako na konec, ker sta prvi 2 deli izvirni slovenski filozofski deli, pa vendarle tudi pri Plotinu ne gre zgolj in samo za prevod. Že Sonja je dodala kratke vsebinske povzetke in uvodne misli, predvsem pa tudi opombe k svojemu prevajalskemu delu. Nad celotnim projektom prevajanja Plotina pa zelo skrbno ves čas bedi in tokrat ga je v branje bralcu pospremil tudi zelo obsežnost spremno besedo urednik Plotinovih zbranih del, profesor dr. Marko Uršič, tako da bo zdaj seveda tudi on morda še celovito predstavil, kako projekt deluje, kakšen tako v odnosu do preteklega prvega dela, kot tudi kaj še načrtujemo v prihodnosti. Hvala lepa. Jaz bom skušal biti čim bolj kratek in jedrnat, glede na to, da je Sonja že tako lepo predstavila v tem kratkem času, ki je na razpolago Plotina, nekatere bistvene stvari je že poudarila. No, glede projekta samega, zdaj imamo že več kot polovico, to pravzaprav je že skoraj na 2/3 prevedenega. V načrtu je, da bi tretji del, zdaj bo to v 1 ali 2 zvezkih, tega še ne vemo, da bi šel predvidoma leta 2021, to je seveda odvisno od Sonje. Jaz se ti zelo zahvaljujem tudi tukaj za to čudovito sodelovanje, za tvojo
veliko znanje, prevajalstvo in tudi poznavanje samega Plotina. Med drugim Sonja je doktorirala iz Plotina, predvsem iz tem pač prispodobe, metafore pri Plotinu, zrcalo, dostakrat nastopa kot ena pomembna prispodoba pri Plotinu. No, opozoril bi tudi, mogoče bi sam par takih stvari še dodal, kaj v tej knjigi. No, ena od tem, ki je tukaj zelo pomembna v tej knjigi v veliki razpravi, v trojčki razprav o duši, je tudi spomin. Ti si omenila že deloma anamnezis, Platonov spomin. Tukaj nastopa ravno v tej opoziciji mneme, se pravi spomin, to svetni spomin bi lahko rekli in anamnezis, ta presežni spomin. In zdaj je šla tudi na filozofski fakulteti, je šel en zbornik o spominu, kjer Sonja ima tudi en tak poglobljen članek o razumevanju spomina pri Plotinu. Torej, zdaj, sem se kaj zmotil? Po drugih stvarih, hvala. No, v glavnem, ta projekt naj bi se nekako končal prevod celotnega Plotina po kronološkem vrstnem redu. Zdaj o tem, zakaj smo zbrali kronološki vrstni red, sva govorila že takrat pred 2 letoma, skoraj že 3 bojo. To je zdaj bolj sodoben pristop k prevajanju. Čeprav Plotinov celotno opus obsega teh 54 traktatov, ki se, kar tudi tukaj jaz omenjam znova v tej uvodni besedi, v tej uvodni študiji, ki ga lahko imamo za nekakšno veliko mrežo biserov, v nekem smislu ga lahko primerjamo s tisto znamenito indijsko-indrovo mrežo, kjer se vsak biser zrcali v vsakem. In na tak način je potem, to je tudi potem potrovalo temu, da je njegov urednik Porfirij, njegov učenec, da je okrog leta 300 te traktate uredil v nekem sistematičnem vrstnem redu in jih imenoval Eneade. No, nekateri sodobni pristopi in prevodi so se odločili, med njimi tudi mi, da gremo po kronološkem vrstnem redu. Tukaj ne gre za nek razvoj same Plotinove misli. Jasno, da je v vsakem traktatu je pravzaprav neka pot. Ta misel, ta filozofsko-mistična misel, lahko rečemo, je neka duhovna pot. Pot duha, pravzaprav še boljše rečemo. Vzpon duha. No in tukaj ne gre za nek sistem, v smislu aristotelskega sistema, ki je razdelan do vseh podrobnostih, zelo sistematično, ampak gre za neko filozofsko pot in prav v tem smislu filozofske poti nas zelo nagovarja ta misel dan danes. No, rekel sem, mogoče bi še opozoril na nekaj poleg spomina, ki nastopa v tem velikem traktatu o duši, v tem trojčku traktatov, je tukaj predvsem tudi poudarjena v tem drugem delu, ki obsega 12 traktatov. To so nekako, bi lahko rekli, kronološko, pa tudi v nekem smislu, bi lahko rekli, vsebinsko osrednji Plotinovi traktati, čeprav že v prvem delu imamo nekatere tiste najbolj znane traktate o dobrem ali o enem in tako, ampak tukaj je pa velik poudarek na duši in na umu, in predvsem tudi na lepoti uma. En od najlepših Plotinovih traktatov z številko zaporedno 31 ima naslov o umski lepoti. In ta lepota uma, ki jo primerja ravno s tem zrcaljenjem teh umskih biti, lahko rečemo, ki so nekje, to je neko namensko dvoumje, to so po eni strani kot bogovi ta bitja, po drugi strani so pa to ideje, platonske ideje, in to je bilo zelo vplivno za poznejši razvoj platonizma, novoplatonizma pri recimo Dioniziju Areopagitu, so to angeli in tako naprej, potem v renesansi pri Marsiliju Ficinu in tako. Skratka, umska lepota. In ko beremo te traktate, začutimo to umsko lepoto pravzaprav od znotraj. To je tudi en pomemben poudarek.
skušaj brati to od znotraj, ne. Pravi, kot neko meditacijsko vajo, pravzaprav skoraj bi lahko rekel, ne. V 32. traktatu, ne, izredno ima tudi naslov, ne, se pravi, te bivajoče resničnosti, umske resničnosti ne smeš videti kot nekaj zunanjega, ne, ker tukaj je bila tudi neka dilema v platonskih šolah, kje so pravzaprav te ideje, ne, ta svet idej. Plotin tukaj izrazito poudarja, to je notranjost duše oziroma duha, ki se vzpenja. Tako da Plotin je bil pravzaprav v zadnjih 200 let tudi precej pod Heglovim vplivom njegove zgodovine, filozofije, deloma pozabljen, ne čist pozabljen, mislim v tem smislu jasno, da je to ves čas velja za enega največjih filozofov pozne antike, ne, to gotovo da drži, ampak njegov pomen je bil spregledan, predvsem razumeli so ga večinoma kot, ne, recimo Hegel ga podobno razuma, pa tudi Heidegger, recimo v 20. stoletju, kot neko dodatno razlago Platona. Novoplatonizem zgolj kot pač nek komentarje Platonu. Plotin je mnogo več kot to, ne, kot tudi nekateri poznejši novoplatoniki, kot je recimo Proklos in podobno, ne. Tako da tu je neka filozofija, ki pravzaprav v zadnjih nekaj desetletij pridobiva, spet nekako čutimo jo, ne, znova, ne. In tudi v svetu, tudi kaže se to po bibliografiji, ki raste, ne, obstaja tudi en pač zbor, oziroma ena revija novoplatonske študije in podobno. Tako da to je mislec večnosti in hkrati mislec našega časa, ne. To je filozofija perennis, ne, ki jo v našem času še kako potrebujemo. Hvala tudi profesorju dr. Marku Uršiču. In slišali smo, da je ena od metafor, Plotinovih znanih metafor zrcalo, tako je slovenska matica, torej zrla sodobno, slovensko in pa klasično filozofsko svetovno misel. Zdaj pa to podobo predajamo vam, da jo pogledate vi, preberete in tudi kaj poveste, kako zrete na to, kar danes predstavljamo. Izvolite. Lahko še sam nekaj dodam čist glede samih knjig, ne. Ta knjiga, Plotin, drugi del, ki jo vidite na mizi, je trenutno edini izvod pred manjše povedala že jaz. Ne bom povedala. Aha, ja, pardon. Noben od nas prisotnih ni kriv za to, ampak je pač nesreča okoliščina kakorkoli. Knjiga bo dejansko natiskana v četrtek. Ne, zaradi težav v tiskarni vse knjige lahko dobite recenzenske izvode, tamle, to sem hotela za zaključek povedati. Torej, ni nobenih vprašanj? Izvolite. Morda dobrišče komentar. Torej, slišal sem besede, kot so lepota uma, nesmrtnost, neumrljivost, pa me zanima, če se v teh delih kakorkoli naslavlja slon v tej sobi, bi rekel, in temu jaz rečem umetna inteligenca. Ali je umetna inteligenca kakorkoli to, kar se dogaja na področju znanosti, relevantna v luči teh filozofskih razprav o neumrljivosti, nesmrtnosti, lepoti uma in tako naprej? Ja, v Plotinovih delih se umetna inteligenca ne more zrcaliti, ampak za naše razumevanje in nadaljnjega razvoja pač odnosa med duhom in telesom, med umetno inteligenco in našim duhom, ker v angleščini je artificial mind, kar v bistvu prevajajo kot duh, ne. Z nami pa Plotin pomemben, branje Plotina, zato da se zavemo te pomembne razlike, in te dragocenosti, ki jo imamo vse. Zdaj, lepota, ne vem, lepota umetne inteligence, jaz mislim, sem bral nekaj traktatov, pa nekaj razprav, nekaj papers, kakor se to reče, danes na temo umetne inteligence, o lepoti umetne inteligence pravzaprav še nisem zasledil kakšnega posebnega filozofskega spisa, verjetno so tudi,
gre pa za pri Plotinu, ne, je pomembna ta živost duha. Ta poudarek na živosti. Duh je živ. Kljub temu, da je, mislim, to je en velik paradoks. Duh je večen in je hkrati živ. Ne? Se pravi, ta paradoks med časom in večnostjo se na poseben način presega. In v tem smislu je lahko Plotin ne ravno, da bi ga aktualizirali, ampak aktualno tudi za dan danes, pač za neko postmoderno družbo, hipertehnološko, v kateri smo, ne? Da se zavemo duhami. Ne vem, ti ne? Jaz bi samo to dodal, na koncu direktno citiram eno raziskovalko ameriško, ki se cel življenje se ukvarja z umetno inteligenco, te stvari, in ko potem reče, reagira na Kurzweila, da bomo pač neskončni oziroma večni zdrav. Jaz, če se želim srečati, če bi se rada srečala z očetom, bi se rada z očetom, ne pa z očetom v obliki umetne inteligence. Hočem reči, človek je človek, kakršen je, ki ne govorila prevajalka, govori o duši in tako naprej, tega ne more nadomestiti nobena inteligenca, če tako rečem, zase pa neumetna. In človek je človek, dokler je umrljiv, to je moja osnovna teza. In zato moramo njegovo smrtnost vzeti kot nekaj dobrega, ne kot nekaj slabega. Ker človek je potem človek, po svoji končnosti, po svoji smrtnosti. Ker je ravno vprašanje, jaz recimo eno poglavje hotel napisati, pa sem potem izpustil, ki bi bilo prav namenjeno določenim literarnim zvrsti, znanstvene fantastike, ker se ta vprašanja o Bogu seveda tudi v umetni inteligenci vedno pojavljajo, tako da trenutno se ukvarjamo z nekim projektom na to temo na našem inštitutu razmerju teologije in umetne inteligence, oziroma ga načrtujemo, smo še v formativni fazi. Ne bomo se kakšna zanimiva vprašanja lahko pojavila, zdaj lahko umetno inteligenco vzamemo tudi kot metaforo za marsikaj, z njo se lahko nekako pomagamo oziroma z vprašanji, ki ga odpira potovati v prihodnost in se spraševati, kakšnega Boga lahko spoznamo prihodnost in tako naprej. Skratka, ni nujno, da je samo tako enoznačno, kot so neke tehnologije. Da, še kakšno vprašanje? Izvoli, Miha. Ja, se spomnim Montaigne nekaj piše, da pravi, če je kaj Božjega v meni, pa ni nič mojega, oziroma če je kaj mojega, pa ni nič mojega. To so tukaj. Glede terminologije, me pa zanima, da je neumrljivost pogojena s časom, medtem ko nesmrtnost ni. V bistvu tam pri nesmrtnosti verjetno ni časa, pa za trajanje tukaj vprašanje. Če je a je prvo razumelo to? Ja, nesmrtnost ne bi bila po definiciji večno življenje. Zdaj, nekateri ostro protestirajo, smo na vsi, ki ga navajam v knjigi, si ima tudi za kristjana vsi ti avtori, ki jih navajam, kljub svoje kritičnosti, si imajo vsi za kristjane v zadnji instanci. In to zamika, tudi Levina sem tako naprej, da bi šlo za neko revanje življenja na neskončnost in tako naprej. Ker že pri Tomažu Akvinskem je večnost nunc-stans, to se pravi trenutek. In če berete te sodobne matematike, pravijo, v eni sekundi je ravno toliko trenutkov kot je večnosti. To je nekaj čista druga dimenzija, ki ne moramo na metre razdeliti ali pa na minute. Kaj vse to pomeni, pa se nadaljno debata. Hvala, izvolite. Eno vprašanje bi imel za Marka Uršiča. Mene zanima, kako delujejo ideje med ljudmi. Monoteistično ideje, ko jih prenesemo med ljudi, lahko delujejo samo kot totalitarni režimi. Drugače ne morejo delovati. Koncept
trinitarnosti kot mirovni koncept je konstrukcija, ki se nikoli ni potrdila in se verjetno tudi ne bo. Kakšna je razlika med plotinovsko enostjo, ki nič ne grozi od zgoraj navzdol, in monoteistično enostjo, ki se vedno spremeni v politično ideologijo, ko pride med ljudi. Zakaj te to sprašujem? Zaradi tega, ker si omenil Platona. Ne? Če bi platonski koncept življenja prinesli med ljudmi, bi bila varianta totalitarizma. A je enost... Vprašanje je bilo že kar nekaj, ne? A je enost plotinovska se kaj razlikuje od monoteistične enosti? Hvala za vprašanje, ki je seveda zelo na mestu, čeprav z nekaterimi predpostavkami tega vprašanja tvojimi se že prej ne bi strinjal. Ne? Recimo to, da Platon govori bolj več o dobrem kot o enem, čeprav je to tako rekoč sta dve imeni za isto. Ne? In zdaj Platon nikakor ni tako preprost, da bi, kot včasih se to napačno interpretira, da njegova država, da vodi pač v totalitarizem in tako naprej. Namreč vsi segmenti, filozofski segmenti tega velikega dialoga, kjer najdemo seveda najbolj znamenito prispodobo v Botvini, ki se da interpretirati na različne načine. No, ampak da se vrnem k Plotinu. Plotinovo eno je daleč od nekega totalitarnega centra moči. Zdaj, preprosto govor, mogoče najbolj čist na prvo žogco bi bil, to je zato, ker je izrazito presežno, hkrati je seveda tudi prisotno, transcendentno v imanenci in obratno, ampak ravno ta presežnost, se pravi presežnost enega, ki ni nek maksimalni gospodar, nek vrhovni vladar vesoljstva, daleč od tega, onemogoča, da bi to misel kakorkoli zmanipulirali lahko v neko osnovo za neko totalitarno politiko. In to se v zgodovini tudi ni zgodilo. Mistične misli, recimo te vrste, kot je Plotinova, te mistične filozofije, nikoli niso postale pač izhodišče nekih totalitarnih praks. To se preprosto ne more zgoditi. Ker tudi, prej je tudi kolegica Sonja omenjala moč, dinamis, ampak moč pri Plotinu je razumljena v zelo drugačnem pomenu, kot recimo, to ni nek vrhovni vladar, to ni moč Jahveja, daleč od tega. Skratka, razlika je med filozofskim monizmom in religioznim? Ne, to je preveč poenostavitev, da bi bila med filozofskim. Jaz tudi mislim, da monoteizem ne vodi neposredno v totalitarizem, kot si ti izpostavil. Ker to je recimo tudi stališče Jana Assmanna v knjigi, ki je šla, da ni v tem glavna poanta, da bi monoteizem vodil v totalitarnost. Naslov knjige je Totalna religija, ampak ima tudi nek podnaslov, ki specificira, kaj je totalna religija in kdaj monoteizem postane totalitarna. Ampak zdaj predaleč bi šli, če bi šli tle naprej. Ampak kar se tiče Plotina, te možnosti preprosto ni. Tako kot, ne vem, če vzamete neko, recimo, budistično zenovsko meditacijo, ta nikakor ne more direktno voditi po sebi v nek totalitarno, recimo, v neko totalitarno družbo ali pa institucijo. Seveda se pa da vsako stvar, mislim, izrabiti, zlorabiti in tako v zgodovini, tudi nasilje v imenu, če gremo pač daleč na vzhod, v imenu budizma se je dogajalo in ampak to ni inherentno samemu Budovemu nauku, tako kot recimo ni inherentno nasilje Plotinu. Zdaj tukaj diskusija, koliko je inherentno nasilje monoteizmom, je pa zelo velika in v glavnem to smo pa že večkrat o tem govorili. To je samo še eno, ko se temu dodala. Ravno to dobro, ker to je v bistvu ključna beseda tega enega, čeprav je po Plotinu tudi to neustrezen izraz. Ampak ta predaja dobremu, to je skušal tudi Avguštin utemeljiti, to, ko smo prej rekli, kazen Jahveja za izvirni greh.
Če se človek odmakne od ognja in ga začne zipst, ali je to krivda ognja, ne, ali obratno, če sežeš v ogenj in to upeče, ali je to krivda ognja. Se pravi, na nek način ta predanost, podrejenost ali celo suženstvo dobremu. Ali je to suženstvo? Ne? Ni. Ne? Se pravi, ali zato je v bistvu na nek način Plotinovo eno in dobro nikakor v nobeni obliki ne more, ne, tukaj se voditi. Ne prihaja med nas ljudmi. Tako kot monoteistično eno. Smo, ne, se to je to osrediščenje, ne, zato se človek nekako ves čas vrača v sebe, v to eno, v to dobro, ne, ki ga najde v sebi, to, kar je. Če se, to pa je v bistvu, to skuša, to je Platon skušal doseči, to je to, da razstopiti in naš čas. No to ja, to je osebna izbira. Manjca izvoli. Jaz bi se najprej rada Slovenski matici res iz vsega srca, da bomo omenili še srce, zahvalila za vse te 3 zelo dragocene knjige. Ko mi čakam, da bo Plotin zunil, ne? Da bom Tine prebrala tudi to knjigo, ker si že prejšnjo končal s to ljubeznijo do življenja, ker ženske tako izpostavno čisto intuitivno, ker zagotavlja profesor Škof, ne, da je to nam nekak, z dihanjem pridobljeno z odločitvijo in z izbiro. Tako da te antigamine sestre me tako nagovarjajo s to nežnostjo, sočutjem, da sem sad blažena, da se odpirajo novi koncepti in novi pogledi in to v Sloveniji. Tako da hvala lepa. Me je pa vznemirilo vprašanje, mislim tvoja pripomba, da se bo spremenila oblikovanje te zbirke. Jaz sem dala delati knjižno polico za te filozofske knjige, pa me zanima, če bo vsaj format bo ostala dobro. Samo črnina bo se nekoliko... Dobro. Sam, ker ta kontinuiteta je ena od ljudi oblikovanja slovenske vati. Da bo šlo... Hvala. Hvala Manci za te prijazne besede. Če ni več vprašanj, bi rada povedala, da seveda bomo vse knjige, vsako izmed njih predstavili tudi posebej na naših pogovorih, ki bodo popoldne prav v tej dvorani. Recenzenske izvode knjig lahko vidite tamle pri gospe Mateji. Plotin pa, kot smo rekli, zaradi težav s tiskarno, ki so bile povsem nepredvidene, bo na razpolago v četrtek ali petek. Zato prosim, da vsi napišete svoj elektronski naslov, pa vas nemudoma obvestimo, ko jih bomo imeli tukaj tudi na zanimanje. Hvala lepa.